Zdravniki družinske medicine že skoraj 20 let opozarjate na nezadržne razmere, ki onemogočajo nemoteno delovanje osnovnega zdravstva. Zgodilo pa se ni praktično nič, vsaj nič omembe vrednega. Nujne so celovite sistemske spremembe, a tudi ko bodo te enkrat vendarle uveljavljene, ne bodo mogle odpraviti kadrovskega manjka, vsaj ne v kratkem času. Zato me zanima, kako je v takšnih razmerah videti delo družinskega zdravnika v praksi, tudi tisto delo, ki ga pacienti ne morejo videti. Kako ste kos obremenitvam, tudi psihičnim, ki so se v resnici še bolj pospešeno začele nizati v času COVID epidemije? Ja, res je, družinski zdravniki, pa tudi drugi zdravniki na primarnem nivoju, tukaj imamo v mislih tudi pediatre z primarnega nivoja, že vrsto let opozarjamo, da na enak način, kot smo delali do sedaj, delati ne moremo več. Razmere so takšne, da v bistvu ne moremo več uporabljati svojega znanja, svojih veščin, tistega svojega poslanstva, zaradi katerega smo zdravniki in zdravnice, saj nam enostavno primanjkuje časa za strokovno in kvalitetno vodenje bolnikov. To pomeni, da smo neprestano v naglici, to pomeni, da neprestano sprejemamo kompromise med tem, kar vemo, da bi morali in kar znamo storiti, in med tem, kar nam sistem omogoča. Seveda to vodi v nezadovoljstvo, ker ti zmanjka zadoščenja ob tem, da si res dobro in kvalitetno opravil svoje delo, da si se dovolj posvetil vsakemu pacientu, ker se moramo zavedati, da je primarni nivo tisti, ki obravnava človeka celostno. Mi ne zdravimo posameznih bolezni, mi se srečujemo vrsto let, lahko tudi desetletij, z enim in istim človekom in ga obravnavamo kot osebo. Obravnavamo ga kot osebo, ki ima zdravstvene težave, ki so pa lahko zelo široke, zelo raznovrstne, in obravnavamo ga kot osebo, ki je vpeta v neke medosebne odnose, družinske odnose, odnose znotraj njegovega kolektiva ali sosedstva ali širše odnose. In vse to se z tekočo verigo, ko imamo 10 minut na pacienta, ne da izvajati. Vse to rezultira v nekem kroničnem nezadovoljstvu pacientov, ki se ne čutijo slišane, ki se ne čutijo povezane s svojim osebnim zdravnikom, in vse to rezultira v neko kronično nezadovoljstvo zdravnikov, ki smo utrujeni in ki si želimo samo to, da bi nam bilo omogočeno delati tisto, kar znamo in si želimo delati. Ali morda lahko orišete, kako je videti dan v ordinaciji družinske medicine, kdaj začnete z delom, koliko pacientov se v povprečju zvrsti pred vašimi očmi vsak dan, pa ne le v živo, ampak tudi prek telefona, tudi prek elektronske pošte? Ja, mi imamo uradno ordinacijski čas 6 ur in pol. Dvakrat na teden moramo teh 6 ur in pol opraviti v popoldanskem času. Se pravi, dvakrat na teden je potrebno delati do večera, razen če se drugače dogovori zdravstveni dom z občinami ustanoviteljicami. V tem času se, bom rekla, skozi naše misli, vsaj skozi naše misli ali roke, sprehodi različno, od 30 pa tudi do 100 pacientov, odvisno je od tega, koliko ljudi ima opredeljenih nek posamezni zdravnik in kakšno je to njegovo delovišče. Gotovo so razlike med ruralnimi območji pa bolj mestnimi področji. Razlika je, ali zdravnik dela v domu upokojencev ali dela morda v neki ambulanti z mlajšo populacijo. Ti kanali, po katerih pridejo pacienti do nas, so pa različni. Lahko so to naročeni pacienti, se pravi tisti, ki pridejo na pregled.
Predvsem v času epidemije se je pa zelo povečala tudi obremenitev s telefonskimi razgovori in pa z elektronsko komunikacijo, ki jo velika večina zdravnikov na primarni ravni dojema kot zelo obremenjujoče, predvsem pa zelo tvegano iz strokovnega vidika. Vedeti moramo, da mi nimamo posebnega časa namenjenega ne telefonskim klicem, ne elektronski komunikaciji, ampak da se vse to dogaja v tistem času, ko imamo termine rezervirane za paciente. V praksi to izgleda tako, da pri sestri telefon zvoni praktično neprekinjeno. Mi imamo vsakodnevno, če štejemo klice, prek 1000 klicev, seveda ne 1000 oseb, ampak ker se klici tolikokrat ponavljajo. In ljudje so zelo nezadovoljni, ker dostikrat ambulante telefonsko niso dosegljive. Dejansko niso, ker nimamo osebe, ki bi bila v timu priznana za to, da dviguje telefone. Torej, če sestra opravlja neko svoje strokovno delo, preveze, snema EKG, nastavlja infuzije, pomaga zdravniku, ker ima nekega močno bolnega ali ostarelega pacienta, v tem primeru ni nikogar, ki bi ta telefon dvignil in telefon zvoni v prazno. Dostikrat se v medijih to predstavlja, kot da zdravnik noče dvigniti telefona. Zavedati pa se moramo, da v ambulanti sta samo 2 človeka, samo 4 roke in s temi 4 rokami in 2 glavama je potrebno narediti vse. Če bi imeli dodatno osebo v timu, priznano, ki bi lahko telefone dvigala, bi gotovo se javila na vsak telefon. Kako se v resnici počutite ob takšnih danostih v sistemu, kot njegovi ujetniki, kot nemočni pri izpolnjevanju svojega poslanstva, ki ste si ga verjetno med študijem medicine predstavljali precej drugače, kot je zdaj v resnici v praksi? Drži. Jaz osebno sem si ga predstavljala precej drugače, pa tudi, bom rekla, velika večina mojih kolegov je v to specializacijo družinske medicine šla z nekim velikim entuziazmom in željo biti blizu ljudem. To ni specializacija, ki bi obljubljala neke visoke zaslužke, to ni specializacija, s katero bi lahko z nekim popoldanskim delom dodatno služil. To je specializacija, ko si na razpolago ljudem in ko si v službi ljudi. Žal, z leti vse bolj ugotavljam, da to ni poklic, ko si v službi ljudi, ampak da je to predvsem poklic, ko si v službi inštitucij, ki od tebe zahtevajo izvajanje zelo administrativnih in birokratskih opravil, ki nam žrejo dragoceni čas, ki bi ga lahko namenili svojim pacientom. Velikokrat smo servis zavarovalnice, zato da urejamo zadeve, ki so čisto stvar relacije nekega odnosa med zavarovancem in zavarovalnico. Velikokrat iščemo šifre in posredujemo podatke na NIJZ, kar nam vzame veliko časa. Velikokrat se počutimo ujeti in nemočni predvsem zato, ker neprestano opozarjamo, argumentiramo, predlagamo, pa nikoli nismo slišani. To je boleče predvsem zato, ker dejansko vidiš, da bi stvari lahko delal bolje, dejansko vidiš, da v tisti svoji stroki, ki jo poznaš in znaš izvajati, za človeka ne moreš narediti tistega, kar bi bilo najbolj potrebno. In boleče je tudi zato, ker vidiš, da sam sebe izčrpavaš in izgubljaš nek zanos, nek energijo. In če pred par leti še bil prisoten, bom rekla, med kolegi nek duh upora, nek duh moči, energije in želje, da bi stvari spremenili, se sedaj nahajamo v točki, ko zdravniki počasi molčimo, ko smo utihnili in ko samo bdimo oziroma smo priča tihim odhodom kolegov stran iz družinske medicine ali medicine nasploh. To zagotovo ni dobro.
pa vendar se to vrstno dogajanje ne konča. Prav v teh dneh sta prst zoper vse izvajalce osnovne zdravstvene dejavnosti uperili instituciji, ki v resnici na svojih plečih nosita dobršen del odgovornosti za sistemsko neurejenost in posledično iztrošenost osnovnega zdravstva. Kakšno je prav zaradi tega vaše sporočilo tako Zavodu za zdravstveno zavarovanje kot Ministrstvu za zdravje? Moje sporočilo je zelo enostavno. Uredite zadeve na način, da bomo lahko zdravstveni delavci opravljali svoje delo in mi ga bomo z veseljem opravljali. Sprenevedanje je, da nekdo kaže s prstom na izvajalce sistema, če je ta isti, ki je odgovoren za delovanje sistema, svoje domače naloge ni opravil. Sprenevedanje je, da nas z inšpekcijami, s pozivi, z kritiziranjem v javnosti pozivajo k temu, naj dvigujemo telefone, če nam ne omogočijo zaposliti osebe, ki je vešča triaže, da bi lahko telefone dejansko nekdo dvigoval. Sprenevedanje je boleče, ker mi na terenu delamo od prve do zadnje minute svojega delovnega časa, nadomeščamo manjkajoče kolege, se vključujemo tako v COVID ambulante kot na cepljenje, ki mimogrede s strani države ni bilo že od štarta ustrezno pripravljeno in organizirano. Vključujemo se v delo v urgentnih centrih, dežuramo po noči, dežuramo med vikendi, med prazniki in smo mi tista prva frontna linija, ki tudi požanjamo največ nezadovoljstva ljudi, največ jeze, največ agresije in ni nikogar, ki bi nas zaščitil. S tem, da so ljudje pogosto upravičeno jezni, ker konec koncev plačujejo zavarovanje, pa jim ni omogočena osnovna pravica zdravstvenega sistema, se pravi, da bi se lahko opredelili pri nekem osebnem zdravniku. Ampak mi, ki delamo na primarni ravni, nismo krivi za to, da se mladi ne odločajo za ta poklic. Tako, in ZZZS ter Ministrstvo za zdravje sta se pač v tokratni potezi odzvala na pritožbe, ki dežujejo zaradi slabe dostopnosti, pri čemer pa, vsaj zdi se tako, v resnici nikogar ne zanima, da je poslabševanje dostopnosti pravzaprav posledica dolgoročnega sistemskega zanemarjanja. Točno tako, ne? Sej številke ne lažejo, vedeti moramo, da tukaj je več aspektov. Prvi aspekt je število zdravnikov in njihova starostna struktura. Po celi primarni ravni je pomanjkanje zdravnikov, s tem, da moramo vedeti, da prihaja val velikih upokojitev. Prihaja val upokojitev tako družinskih zdravnikov, primarnih pediatrov in primarnih ginekologov, se pravi, bi že sedaj morali imeti v sistemu številne nove specializante. Recimo v zdravstvenem domu Nova Gorica odhaja v naslednjih 5 do 10 letih v pokoj predvidoma 13 kolegov, družinskih zdravnikov z velikimi ambulantami. Trenutno imamo v sistemu eno specializantko. O tem govorim in to niso številke, ki bi nas presenetile. To so številke, ki so poznane, vrsto let so poznane in na te številke mi opozarjamo in ko si ljudje ne morejo opredeliti, so pa potem te inštitucije izrazito presenečene oziroma smo mi krivi, ker ni zdravnikov. Ampak sistem mora biti tak, da se bodo mladi radi odločili za specializacijo in obstajajo države, ker se mladi radi odločajo za to specializacijo. Druga stvar je staranje družbe. Demografija ne laže. Vemo, imamo dolgoživo družbo, imamo družbo, ki ima večje absolutno število starostnikov, vsak starostnik pa vemo, navadno prinese s seboj tudi neke kronične bolezni. To pomeni
več časa za obravnavo, več obravnav in bolj kompleksnejše obravnave. Pomeni, da bomo ob starajoči se družbi potrebovali več zdravnikov, ne manj. In ta govor, saj imamo enako število zdravnikov kot pred 30 leti, kako se nekoč zmogli, sedaj pa ne. Družba je drugačna, družba je starejša, medicina je napredovala, imamo številne nove diagnostične možnosti, imamo številne nove terapevtske možnosti. Vse to smo zdravniki dolžni izvajati. Mi bolnika ne moramo zdraviti enako kot pred 30 leti. In vse te diagnostika, terapija, vse to gre preko primarnega nivoja. Marsikdo si predstavlja, da družinski zdravnik oziroma drugi zdravniki na primarnem nivoju samo napišemo napotnico. Čeprav je kristalno jasno, da človek, ki ima težave, na specialista lahko čaka tudi leto ali več, zato da pride prvič na pregled in na naslednjo kontrolo bo mogoče prišel čez 2 leti. V vmesnem času je ta bolnik naš. V vmesnem času se z vsemi težavami obrača na nas. In potem je pa še en aspekt, tudi družba se spreminja po načinu funkcioniranja. Nekoč je bila ta komunikacija med zdravnikom in bolnikom čisto drugačna. Šlo je za nek patriarhalen odnos, bolnik je prišel, zdravnik mu je povedal ali mu ni povedal, kakšno diagnozo ima, mu je napisal terapijo in ga poslal domov. Sedaj se z bolniki skušamo pogovarjati. Imamo neko načelo soodločanja. Bolniki prihajajo zelo informirani, prej preberejo članke, literaturo na temo svoje bolezni in pričakujejo, da bojo lahko sodelovali pri zdravljenju svoje bolezni, ker je to njihova pravica. Enako kot imamo zdravniki neko pojasnilno dolžnost, da ljudem razlagamo, kako jih zdravimo in zakaj jih tako zdravimo. To pomeni, da so obravnave ne samo vsebinsko kompleksnejše, ampak tudi iz komunikacijskega vidika daljše in bolj zahtevne. In govoriti o tem, da saj smo imeli pred 30 leti dovolj zdravnikov, pa zakaj jih sedaj ni, je tudi sprenevedanje, ker so to dve neprimerljivi kategoriji. Sprenevedanje in politiziranje pa v resnici ne bosta pomagala nikomur, ne zdravnikom, ne bolnikom, kaj ne? Ne bosta pomagala. Sprejeti bi bilo treba neke določene ukrepe, zelo konkretne ukrepe, ki niso nemogoči. Sprejeti bi bilo treba neke strokovne normative, koliko pacientov je še varno, da jih bolnik opredeli in potem ta standard ustrezno financirati, čemur trenutno ni tako. Radikalno bi bilo potrebno debirokratizirati zdravstvo. Se pravi, omogočiti zdravniku in medicinski sestri, da opravita svoje strokovno delo, ne pa da se ukvarjata z iskanjem šifer, raziskovanjem pravilnikov, urejanjem potnih stroškov, predpisovanjem nekih enostavnih rutinskih pripomočkov, za katerega spet potrebuješ neke šifre in čas za to. En kup je nekih birokratskih opravil, ki jemljajo čas pri že tako premalo zdravnikih. In tudi jemljajo veselje za to specializacijo, ker ko mlad zdravnik pride v ambulanto in vidi, da je v bistvu polovica časa namenjenega administraciji, si reče, ne, jaz sem študiral medicino. Ker če bi želel študirati administrativo ali pa, socialne pravice, bi se vpisal na neko drugo šolo. Potem je tretja zadeva digitalizacija zdravstva in omogočanje delo z nekimi sodobnimi informacijskimi sistemi. Trenutni informacijski sistemi so zelo nerodni, zelo neintuitivni, pripravljeni so v bistvu za to, da lahko obračunavajo storitve zavodi oziroma zdravstveni izvajalci in da ima ZZZS na tem kontrolo. Mi v bistvu delamo na računovodskih informacijskih sistemih, v katere se sicer lahko vnaša določene zdravstvene podatke, ampak daleč od tega, da bi nam bili ti informacijski sistemi v pomoč. Poleg tega so povsem nekompatibilni med sabo, kar pomeni, da je potrebno veliko prepisovanja, veliko printanja, še zmeraj prenašanja papirnatih izvidov, kar je zamudno in nesmiselno delo.
Velikokrat se zgodi, da ob eni obravnavi ročno prepisujemo 3x ene in iste podatke, ob tem, da vemo, da imamo na pacienta 10 minut. Še vedno pa je vprašljivo tudi področje varnosti podatkov, kaj ne? Varnost podatkov je tudi, bom rekla, zelo važno področje. Vem, da se trenutno dogajajo neki premiki na tem, vem, da se vzpostavlja ta skupina za digitalizacijo v zdravstvu, ki opozarja na to, da so trenutni obstoječi sistemi tudi z tega vidika, bom rekla, ne dovolj podprti. Pojavlja pa se tudi vprašanje varnosti podatkov preko te elektronske komunikacije, se pravi pošiljanja, bom rekla, elektronske pošte v ambulante in navzven. Tukaj sicer imamo neke določene platforme, ki zagotavljajo, da so ti podatki varni, ampak zdravstveni izvajalci na primarni ravni si zelo želimo, da bi bilo to sistemsko rešeno na državni ravni. Obstoječi pravilnik je namreč tak, da elektronsko naročanje na primarni ravni izenačuje z elektronskim naročanjem na sekundarni in terciarni ravni. Vemo pa, da na terciarno in sekundarno raven se naročimo z napotnico. Na primarno raven pa sporočamo svoje simptome in težave in morajo potem v ambulantah striažirati, kdo je bolj nujen, kaj sploh kdo rabi, ali gre to tudi tukaj za neko tehnično sporočilo, da rabi nekdo samo recept ali medicinski pripomoček, ali ti morda opisuje neko akutno stanje, ki rabi takojšnje ukrepanje. Trenutna ureditev, da lahko ljudje kadarkoli pišejo sporočila v ambulante, ki nimajo omejene ne vsebine, ne dolžine teh sporočil, je z vidika varnosti neustrezno in tukaj si res želimo, da bi se to omejilo oziroma uredilo na način, da bi se počutili varni. Verjetno takrat, ko ste se odločili za študij medicine in ko ste svoje poslanstvo našli v delu družinske zdravnice, niste pričakovali, da boste v sklopu enega delovnega dne primorani delati tudi na več deloviščih hkrati, zato vam bo zmanjkovalo časa za vaše paciente in verjetno si niste predstavljali, kako pomemben delež vašega časa, ki bi moral biti prednostno namenjen bolnikom, bodo zahtevale tudi administrativne obveznosti. Ne, nisem si predstavljala, predvsem zato, ker mislim, da to ni dobro za ljudi. Problem je pri nas ta, bom rekla, mreža nujne medicinske pomoči, ki zajeda v delovanje ambulant družinske medicine. Na marsikaterih področjih je zdravnik, ki opravlja službo družinske medicine, istočasno tudi urgentni zdravnik, kar pomeni, da ima naročene svoje paciente, če pa se zgodi nek akuten dogodek, prometna nesreča, infarkt, nekaj, kar je potrebno takoj odreagirati, zapusti svojo ambulanto in izvozi na teren. Moje osebno mnenje je, da bi morala biti mreža nujne medicinske pomoči ločena od rednega dela v ambulanti. Ker je način nujne medicinske pomoči čisto drugačen in je filozofija nujne medicinske pomoči čisto drugačna kot neko, bom rekla, urejeno, umirjeno, regulirano delo v ambulanti družinske medicine. Družinski zdravniki nismo zdravniki nujne medicinske pomoči, to so urgentni zdravniki, ki imajo svojo ločeno specializacijo in imajo tudi čista svoja specifična znanja. Obstajajo sicer tečaji in dodatne izobraževanja, kjer lahko tudi družinski zdravniki oziroma drugi profili zdravnikov pridobijo ta znanja za nujno medicinsko pomoč. Žal pa v naši državi marsikdaj so zdravniki primorani izvajati to nujno medicinsko pomoč, kljub temu, da teh dodatnih znanj, vsaj formalno, nimajo. Meni se zdi prav in bi se mi zdelo prav, da družinski zdravnik dela družinsko medicino. To je posebna specializacija, za katero marsikdo sicer misli, da je nepotrebna,
Jaz, ki sem jo pač dala skozi in ki vem, koliko sem znala po končani fakulteti in katera znanja sem tekom te specializacije pridobila, pa menim, da je ta specializacija zelo dragocena in da ima še kako svoje mesto v našem prostoru. Bojim pa se, da obstajajo določene tendence, da bi se to specializacijo razvrednotilo. In to me skrbi, predvsem z vidika, kako bo poskrbljeno za ljudi, ker dejansko smo družinski zdravniki tisti, ki smo, kot bom rekla, dirigenti neke obravnave in ljudi vodimo glede na njihove simptome, glede na njihove težave po našem zdravstvenem sistemu. In pri tem, ko omenjate vlogo dirigentstva, bi lahko rekli, da je celotni orkester precej razglašen po krivdi tistih, ki bi morali skrbeti za njegovo nemoteno delovanje, za tisto pravo skladbo, ki bi bila pisana na kožo tistim, ki jim je namenjena, se pravi bolnikom. Tako bom rekla, absolutno bi bilo treba več narediti za povezovanje med posameznimi nivoji zdravstva in pa seveda tudi horizontalno med posameznimi specialnostmi znotraj sekundarnega ali terciarnega nivoja. Ljudje so velikokrat znotraj našega sistema izgubljeni. Zato, ker se informacije od enega do drugega tudi zaradi slabe digitalizacije in informatizacije izgubljajo, zato ker velikokrat ne dobijo neke celostne informacije, ker velikokrat dobijo informacijo, saj vam bo o tem vse povedal vaš lečeči zdravnik, ker se še vedno žal pogosto dogaja, da ljudje, ki opravijo neko obravnavo in jim je neko zdravljenje priporočeno, za to zdravljenje ne dobijo recepta, ker se jim samo priporoča napotitev na nadaljnje preiskave, oni pa se morajo potem v matično ambulanto vračati po napotnice. En kup poti je nesmiselnih, nepotrebnih in ljudi obremenjuje čisto brez vsakega smisla, nobenega razloga ni za to. Druga je pa seveda ta pereča problematika čakalnih dob, kjer ljudje že na osnovno diagnostiko čakajo predolgo, kaj šele potem za neko bolj poglobljeno obravnavo pri specialistih. In tukaj se res izgublja, bom rekla, veliko časa, ljudje so veliko časa v nekih bolniških staležih, ker se ne izpeljejo neki diagnostični in terapevtski postopki. Ljudje so v stiskah zaradi tega in tudi mi seveda smo ob tem nemočni, ker mi kot človeka napotimo naprej in nekaj presega naše znanje in kompetence, v bistvu takemu človeku nikakor drugače ne moremo pomagati. Zaradi tega, bom rekla, slabo delujočega sistema se vzpostavlja vzporedni sistem samoplačniških storitev, ki pa je seveda dostopen samo tistim, ki si to lahko finančno privoščijo. In na ta način se, bom rekla, poglablja v bistvu nezadovoljstvo, poglabljajo se stiske ljudi in poglablja se tudi njihov negativen odnos do zdravstvenih delavcev. Ja, in pravzaprav se včasih vpraša, kakšno sliko imamo pred seboj, ko vidimo, kaj se dogaja v zdravstvu, kajti jasno je, da Slovenci nismo hipohondrski narod, čeprav bi morda lahko tako sklepali po nikoli končanih prizadevanjih in iskanjih, kako pravočasno priti do zdravstvene storitve, do preiskav, do diagnoze, pa tudi do zdravljenja, tako kot ste prej opisali. Ampak to bi se moralo zgoditi takrat, ko oboleli to potrebuje, ne šele z zamikom, ko morda težave izzvenijo ali ko je bolezen že zelo napredovala. Seveda je takšno stanje, kot sva se že strinjali, odraz dolgoletnega zanemarjanja po eni strani, po drugi strani sprememb v družbi, sprememb v napredku medicine,
ne nazadnje tudi sprememb v patološki sliki slovenstva in seveda tudi demografske piramide, ki je pri nas že dolgo obrnjena na glavo. Kaj bi se v resnici moralo zgoditi, da bi do sprememb prišlo takoj? Ne šele danes, včeraj že, pa vendar. Ja, na primarnem nivoju mi vemo, kaj bi se moglo zgoditi. Se pravi, priznati bi se mogli standardi in jih tudi finančno pokriti, umakniti bi se mogli administrativne ovire, urediti bi se moglo informatizacijo zdravstva in ukiniti delo na dvojnih deloviščih. Kar si mi zelo želimo je, da bi se nehalo delovati po tem sistemu kvantitete, bom grdo rekla štancanja pacientov, da bi se določilo neke kazalnike kakovosti in da bi se lahko nagradilo tiste, ki delajo ne samo več, ampak bolje. Kajti nič nismo dosegli, če zdravniku povečamo število opredeljenih pacientov na tako veliko številko, da bo sicer on na papirju imel opredeljen nekega zdravnika, svojega osebnega zdravnika, vendar do njega zaradi prezasedenosti ne bo mogel priti takrat, ko ga potrebuje. Zato si mi želimo, da bi se prepoznalo, kaj so tisti kazalniki kakovosti in se jih nagrajevalo in s tem spodbujalo ljudi k temu, da delajo bolje. Seveda pa potrebujemo za to neke primerne pogoje, ki jih sedaj vsekakor nimamo. Želimo si, da bi nam okrepili time na primarni ravni, da bi bil tim sestavljen dejansko iz 3 oseb, se pravi zdravnik, srednja medicinska sestra in diplomirana medicinska sestra, ampak to bi bil tim, ki bi delal v ambulanti. Dostikrat poslušamo, saj ste dobili referenčne sestre. Drži, vendar referenčna sestra opravlja program preventive ločeno od klasičnega ambulantnega dela, naredijo zelo veliko, ampak ne razbremenijo tima v ambulanti, kvečjemu odkrijejo več bolnikov in je zato v bistvu obremenitev večja, kar je seveda dobro, ker jih tudi prej zdravimo in vodimo te bolnike, ampak govoriti, da je referenčna sestra tista, ki pripomore k razbremenitvi, pač ni res. Zdaj, v celotnem zdravstvenem sistemu pa mislim, da dejansko primanjkuje te miselnosti, da bi se nagrajevalo kvaliteto, da bi se postavili neki standardi, da bi se postavila neka pravila, ki bi zagotavljala varno obravnavo. Mi imamo nizko kulturo varnosti, nimamo varnostnih protokolov, ne prijavljajo se varnostni dogodki, zato ker se pri nas kriminalizira posameznika, pri katerem se zgodi neka napaka, čeprav je že davno jasno v urejenih sistemih, da napaka se vedno zgodi v sistemih tam, kjer nismo dali dovolj varovalk. Ampak pri nas se kriminalizira posameznika, ki je naredil neko nenamerno napako, se ga javno opljuva, obtoži, kaznuje, v sistemu se pa nič ne naredi za to, da do podobnih napak ne bi prišlo. Minister za zdravje namerava v četrtek predstaviti strategijo za ureditev razmer v osnovnem zdravstvu s poudarkom prav na družinski medicini. Pa menite, da bodo načrtovane spremembe zajele bistvo dolgoletnih opozarjanj in prinesle pravi življenjsko uporabni odgovor nanje? Verjamete, da lahko v kratkem času pričakujemo izboljšave, katere vemo, kajti samo v tem pogovoru ste jih zelo jasno, povsem razumljivo našteli? Verjamem, da imajo dober namen stvari spremeniti na bolje. Ali je ta namen dovolj iskren in ali bo do sprememb dejansko prišlo, bo pa kmalu jasno že v aneksu splošnega dogovora, ker bo jasno videti, ali so upoštevali predloge, ki smo jih posredovali. Iskreno povedano, po vseh naših prizadevanjih iz zadnjih 10 do 15 let, po vseh danih obljubah, po vseh sestankih, celo podpisanih dokumentih, ki so že na ministrstvu,
nisem velik optimist. Želim pa si, da se motim. Kako pa se odzivate na negativizem in egoizem, ki sta se v slovenskem prostoru razbohotila v času epidemije, ki nam je vsem spremenila življenje? Kako sprejemate takšne odzive, ki so v zadnjem času postali pogosti tudi ali predvsem v zdravstvu? Je to ena težka tema. Zdravstveni delavci smo se znašli v enem takem, bom rekla, čudnem svetu, ker se po eni strani razdajamo, res ogromno delamo tudi preko svojih meja, ob tem pa neprestano iz, bom rekla, medijev, pa tudi še bolj iz nekih družbenih omrežij, prejemamo signale o tem, da naše delo v bistvu ni nič vredno, oziroma da ne delamo, da smo zaprti, da paciente obravnavamo zgolj po telefonu, da smo malomarni, da nam je samo do denarja, da smo zaslužkarji in vse, kar sodi zraven. Zelo je važno, bom rekla, v kakšnem psihičnem stanju si, ko te to doleti. Včasih je to res težko prenašati, včasih se to nabira in vsak od nas mora najti potem nek ventil, bolj ali manj konstruktiven, da se razbremeniš tudi te, bom rekla, sovražnosti, ki se je pojavila do nas. Marsikdo nas krivi dobesedno za pojav epidemije, oziroma smo označeni za tiste, ki širimo lažne informacije o virusu, ki sploh ne obstaja, kritizirajo nas in zaradi cepljenja, zaradi covid ambulantih in tako dalje. Je pa res, da je to mogoče nek vzporeden svet, bom rekla, ker v konkretnih odnosih z ljudmi, ki jih srečujem ali na svojih deloviščih, ali ko nadomeščam kolege, ali na urgentnem centru, ko dežuramo, je teh izrazito negativnih odzivov pravzaprav zelo malo. V realnem svetu so ljudje še zmeraj, bom rekla, hvaležni, še zmeraj odprti za neko dobro komunikacijo in še zmeraj znamo vzpostaviti ta medosebni odnos. Tako da se mi zdi, da smo se znašli v neki shizofreni situaciji, neke realne dejanskosti in neke digitalne oziroma, bom rekla, medijske realnosti, ki nam kaže neko čisto drugačno sliko. Tako da jaz dostikrat, ko mi je zelo hudo, ko čutim, bom rekla, ta medijski oziroma javni linč kot zelo nepravičen, sama sebi rečem, pa sej dan sem z 20 ljudmi govorila, pa nobeden se mi ni zdel sovražen, a ne. Zdi se mi, da moramo tudi mi najti načine, da nam to ne zleze pod kožo, ker to vsekakor potem slabo vpliva in na naše strokovno delo in tudi na empatijo do ljudi. In tega si ne smemo dovoliti. Vendar, kot pravite, svoje poslanstvo, delo družinske zdravnice, kljub vsemu še vedno z veseljem opravljate. Zato me zanima, kaj bi ob vsem tem dogajanju, ki spremlja vaše delo od blizu in od daleč, položili na srce sleherniku, ki nima poglobljenega uvida v razmere v zdravstvu, z veseljem pa presoja o njih? Jaz bi rekla tako, saj to velja za vse. Bom rekla, kjerkoli vstopamo v odnos z ljudmi, navadno z nekim spoštljivim odnosom, sicer asertivno in seveda z zavedanjem svojih pravic, dosežemo največ. Seveda verjamem, da so ljudje marsikdaj v stiski. Vem, o tem ni dvoma, da so ambulante velikokrat težko dosegljive.
Mi ljudem vedno rečemo, naj vztrajajo. Se jezijo, ja, tudi 100-krat bo lahko klical v ambulanto. Drži, naj kliče še 101. Ali naj napiše sporočilo, ker ga bomo poklicali, ko bomo to uspeli. Meni je zelo hudo, ker vidim, da sistem, ki je še pred 15 leti deloval, počasi ne deluje več. Jaz mislim, da je treba ljudem iskreno povedati, da primarnega nivoja, kot smo ga poznali, ni več. Da deluje samo še na papirju, da izbrani osebni zdravnik postaja privilegij in žal bodo tudi ljudje morali pritisniti tja, kjer imajo škarje in platno v rokah. Urejevalec našega zdravstvenega sistema je Ministrstvo za zdravje. Zdravniki, medicinske sestre se ne ukvarjamo z organizacijo, ampak izvajamo zdravljenje. In jaz bi ljudem povedala, da mi jih bomo zdravili in jih obravnavali po naših najboljših močeh, za organizacijo, za dostopnost, za število timov na terenu so pa odgovorni drugi. In tja naj se obrnejo in tam ne povejo, kakšne so razmere, ker nam vrsto let že ne verjamejo.